Zdaj pa se nam je v studiu pridružil digitalni ilustrator Domen Lombergar. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. No, povabili smo te predvsem zato, ker si se pred kratkim znašel v knjigi 135 najboljših, bomo rekli, grafičnih oblikovalcev, ilustratorjev, digitalnih ilustratorjev na svetu. Tukaj vidimo tudi tvoje delo, ki je v tem zborniku, pa me zanima, kam se uvršča ta sodobna, moderna umetnost? Jaz recimo svoje slike uvrščam v nek fantastičen realizem oziroma nek nadrealizem. To je beg izven realnosti v sanje, torej neka iracionalnost oziroma neka vizualna provokacija. Kakšna vizualna provokacija? Kaj želiš recimo konkretno morda s to ilustracijo provocirati? Točno tej ilustraciji, naprimer, to je bila narejena študija z kompozicijskimi krivuljami, študija z barvami, z objekti. In sicer je tukaj provokacija to, da sence na objekte padajo popolnoma drugače, kot bi recimo morale. In zaradi tega recimo 3D oblika objekta je deformirana in se gledalec mora navaditi na sliko, da lahko sliko razume. Je to morda umetnost, bomo rekli, 3., 4. tisočletja? Jaz močno upam, da to je umetnost 4. oziroma 3. tisočletja, ampak trenuten problem je, da je digitalna umetnost še vedno zelo stigmatizirana. Predvsem zato, naprimer, ker nimamo možnosti doseči to, kaj je original. In v trenutku, ko naredimo to sliko, je original pač neka datoteka. In jo je izredno težko ovrednotiti, izredno težko je postaviti, naprimer, ceno na to izven nekega plačila za uslugo. Tako da... Sicer pa recimo te tvoje ilustracije lahko vidimo kje? Gre za uporabno umetnost? Jih vidimo lahko v knjigah, slikanicah, ne vem. Ja, zaenkrat so moje slike na raznih ovitkih za CD-je. Jaz močno upam, da se bo to nadaljevalo tudi za kakšnimi konkretnimi naslovnicami za knjige, ampak trenutno hodim v to komercialno ilustracijsko sfero. Kako pa pravzaprav nastane eno takšno delo? Kombiniraš morda fotografijo, pa potem grafično preoblikuješ, ali gre za kakšen drug način dela, pa v kakšnem mediju ustvarjaš? V tem trenutku ustvarjam v ogromno enih medijih in to vse skupaj na koncu spravim v en konglomerat, ki pride na koncu kot končana slika. Vse od 3D modeliranja do fotografije, do nekega digitalnega slikanja na tablicah. In poskušam se, zaradi tega, ker se umetnost softverizira, poskušam imeti čim bolj odprto mišljenje glede tega. Kaj je prej, ideja ali slika, ali iz slike nastaja ideja? Absolutna ideja. Torej, že na samem začetku veš, kako naj bi stvar bila videti na koncu? Ja, to je definitivno neka nuja, ker umetnost nastane kot ideja. Vse drugo je faksimil ideje. Kako pa je ta umetnost cenjena v svetu in kako recimo pri nas? Glede na to, da si edini Slovenec, ki si pač v tem zborniku zaenkrat še. Ja, zaenkrat v Sloveniji dosti slabše kot v tujini. Torej, podobno je tudi za samo fotografijo. In upam, da se bo to izboljšalo, delamo na tem, da bo tako. Ja. Tudi mi ti želimo veliko ustvarjalnega nemira in dobrih idej. Najlepše hvala. Pa hvala za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Nadaljujemo pa z novičkami iz sveta znanih in slavnih.